Vem, to mi vsakič poveš. Ampak vsakič tako lepo slišati. Že veš, kaj bo naročila danes? Ne, ampak to je moj najljubši del. Poglejva, toliko možnosti imajo. Povej mi, kaj si počel danes, dragi? Dolgočasen dan v pisarni. Enako kot si drugi. Mislil sem na te in na najno kavo. Samo tako se lahko prebijem čez dolgo rodila. Poglej, kavo z vaniljo imajo. Ne moram verjeti. Ti zadnji čas tako težko dobiti. Bi naročila to? Kaj pa vem, glej, tudi ta kapučino s čokolado se sliši tako mamljivo. Sem šla v nedeljo v Kmaš in sem vidva sosedovo Alojzijo, ko je šla v cerkvu kar uhvača. Mati Božja! Pa sta vidle Vojkota, Pa kje ga? pa Bogokovškega, no. Pa kaj je deval? Kaj je deval? S koso je kosil travo in to v nedeljo po maši. Jezus! Mati Božja! Ženske, ta Kejden je žegen. Kaj bi se je skiro halco, da sedinem goraj, no, pa kaj čez več Kunigunda, kaj? Ja, jaz mislim, Štefanja, da bo najbolj plemenito, če kaj iz orehov spečeš, ker so najdražji. Kunigunda, kako bo Jezus Kristus veličan videl ta moja vdanost, predanost? Drage moje, ste kaj poslušali radio? Odkar mi je mož umrl, sam še tu. Ne, jaz pa nisem. Sem šla k Fani na kafe. Sej tako ali pa tako nikoli ne povedo naš kaj posebej. Ej, pa kaj ste slišali? Hitler pa Stalin sta podpisala pogodbo. Skuze nekaj podpisujejo. Pa ne povedo vam zdaj vsega. Tukaj se nekaj kuha. Nič ne skrbta. Če so obljubili mir, bo mir. Bo že Bog poskrbel. Prav imaš, Kunigunda, prav. Ti, povej, Zinka, a si kaj gledala eno žlahtno štorijo? Koga? Eno žlahtno štorijo! A ja, počak, imam na potih, so bili vnuki pri meni. Pokaž. Si? No, dobro. No, povej. Eno žlahtno štorijo. Ti tega pa nisem. Pa kako nisi tega gledala? To, veš, kaj se je zgodilo? Koga? Un Martina, veš, Ja, tam dol. ja. In z Uno, od Une je šel z Uno v Ameriko. Z Uno je šel v Ameriko? Z Uno je šel A v z Uno? Ameriko. Ja, z Uno, ja. Koga je, Zinka, koga ti zamujaš? Ja, Veste, jaz tega nisem videla. Veste, kam sem šla? V Fit In. Koga? Ja, to je fitness, vam takole vteži, hop, gor, dol. Ne, ti zanč, a to je ta feten, a to je Fit In. No, to, ziher je isto. Jaz sem šla zadnjič, sem rekla, ti, Zinka, čas je, da greš v Fat En. It in to. In jaz se odpravim, ne, in vzamem bergle sabo, ne, tako za vsak slučaj, ne, mislim. In grem, hodem, ti pridem, kaj? Koga se zgodi? Ja, zgrešila sem, ne, zgrešila. In ti kam pridem v Mercator, se pripelje v Mercator, mi pred oči sem rekla, ti, če sem pa že tle, grem pa še po en tist kolega. No, korega, tist za proteze, no? Ja, jaz imam tudi. Vidiš, sem vedela, da je v redu. In ti grem jaz kaj tist korega, no, da bom tist kupila in nabavila si in tist probam, hočem na blagajni, no, in pridem v blagajni, una pa, a imate piko, sem rekla, kake pike zdaj, jaz sem se pika učila v šol, ne, pa pridemo v Mercator, neke pike, jaz sem rekla, pa koga pike, in sem šla ven, ne, nisem kupila, zvečer pa proteza spet ven, a veš, ja, kako, ne, kako bo človek živel? To je brez veze. Jaz pridem pa rečem, dajte mi 20 pik, dajo mi pa 2. Sam 2. Za znor. Jaz hočem 30. Škrduhi! 30 je potovanje v Pariz. Pariz? Ja. Ti, da jaz ti pravim, to je vse pokvarjeno. Kako pa kaj vnuki? Ma. Sploh ne dobi.
s sojinim mlekom, pa eno belo kavo z vaniljem posipom. Joj, danes je bil tak grozen dan. Zjutraj sem zaspala in na cesti je bila taka gneča. Sploh ne govor. Jaz sem danes zamudil na sestanč pri šefu in njemu se zdi najbolj pametno, da pride in ne okrega predvsem. Jaz sem tudi skoraj zamudila na predavanja, in to obvezna, pa sem pa še skoraj zamudila sem. Ampak glej, zdaj smo tukaj, zdaj nama je ratal. Pa še ena dobra novica. Povej. A se spomniš tiste kolumne, ki sem jo zanč napisal? Nekaj o razmerah kmečkega prebivalstva v Severni Koreji. Ja, to. Prosti, nisem je še prebrala. Ne skrbi. Veš kaj, ena dobra novica imam. Ne vem kako sicer, ampak prišla je do nekoga pri New York Timesu. Kaj? Ja, in veš kaj, ponudil sem jim mesto pri njihovem novem projektu. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da bom šel lahko jaz tja in si vse v živo ogledal, ker raziskujem zdaj že leta. V Severno Korejo? Ja. Pa ni to malo nevarno? Ma ne, pa sej, itak je šele ideja, pač ne kompliciri, pač sej še ni naš realno, tako da. Spet je pozabila moje sojno mleko. A se ti hecaš? Kaj pa narobe? A res ne veš, kaj si naredil? Ne? Sladkor, zadnji si vzel. In doma veš, da pijem sladkano kavo. Glej, oprosti. Sploh nisem pazil, vsi lahko rečemo na takvice za še eno. Ne, vse v tem je problem. Nikoli ne misliš. Vedno samo narediš stvari in se potem ukvarjaš s posledicami. Pa dej, no pa sej veš, kakšna je situacija, no. Moje delo je, da vem, kaj se dogaja okoli mene. A te sploh ne zanima, kaj se dogaja okrog nas? Vrče si samo zatiškaš oči, ampak ne moreš več tako naivna. Ne živimo več v povolnem svetu. Naivna? A ti res misliš, da sem jaz naivna? Škaj dovolj manj tega, da me stalno ponižuješ? Samo zaradi tega, ker se trudim biti pozitivna, še ne pomeni, da sem neumna. Ne morem več. Če se boš tako z mano obnašal, tole ne bo več delovalo. Prav. Pa ne bo po tvojem. Potem pa nam prekinemo z dvojim obvestilom. Javljamo se vam z ekskluzivno novico. 1. septembra so nemške vojaške sile napadle Poljsko. Včeraj so bili na območju Severne Koreje izvedeni nuklearni testi, ki so prekršili mirovno pogodbo z ZDA. Trenutno sta predsednika še v stanju pogajanja, možna posledica pa je prekinitev mirovne pogodbe. Zaenkrat nobena od strani ni podala komentarja. Vzrok naj bi bil uničena nemška radijska postaja na nemško-poljski meji. Včeraj je Velika Britanija v Berlin poslala ultimat, na katerega niso dobili odgovora, zaradi česar je Nemčija napovedala vojno. Dobili smo tudi novice, da se tam trenutno nahaja novinarska ekipa, za katero pa se je izgubila vsaka sled. Severnokorejska vlada zanika kakršnekoli obtožbe. Zaenkrat trdijo, da tujih novinarjev v državi nikdar ni bilo, kljub dokazom, ki trdijo drugače. Točno število in imena članov ekipe niso znana, vendar nekateri viri trdijo, da je eden izmed članov ekipe tudi slovenski državljan. Vse moške med 21 in 42 letom pozivamo, da izpolnijo dolžnost svoje domovini in se javljajo v vojaško službo. Več o tem v večernih poročilih. Šel je. Zares je šel. Še posloviti se nisem mogla. Izgubila vsaka sled. Kako se lahko za nekom izgubi vsaka sled? Mislim, saj sem ponosna na in saj služi svoji domovini in opravlja svojo dolžnost. Ampak sploh ne vem, kje je. Sploh ne vem, če je še živ. in njegov zadnji spomin name je, da sva se skregala.
taki mehni stvari, da me je popolnoma potisnila čez rob. Mislim, vse so bile tudi druge stvari narobe. Ampak samo želim si, da bi mu znala to nekako drugače povedati. Zdaj pa se mu še opravičiti nisem uspela. In zdaj ga ni več. Čakala ga bom. Ni važno, koliko časa ga ne bo. Jaz ga bom čakala. Z največjim veseljem v srcu prekinjam program z novico. Vojna je končana. Lep pozdrav, danes se vam javljam z veselo novico. Danes, 2. septembra 1945, je Japonska podpisala pogodbo o predaji. Pred 5 leti se je novinarska ekipa odpravila v Severno Korejo, kjer se je za njim izgubila vsaka sled. Eden izmed članov odprave je bil tudi Slovenec. Sledila so težka in dolgotrajna pogajanja, plod katerih je med drugim tudi to, da se bo naš izgubljeni novinar danes vrnil domov. Četudi je bila za Evropo vojna končana že maja, je v tujini še vedno potekala. 6. in 9. avgusta pa sta usodo zapečatili atomski bombi, ki jo je ZDA spustila na japonski mesti Hirošimo in Nagasaki. Danes je japonski cesar na krovu ladje Missouri podpisal pogodbo o predaji in s tem je vojna uradno končana. Kaj še sta se ameriški in korejski predsednik dogovorila? Kaj se je v resnici dogajalo z novinarji? Kaj ima o tem povedati slovenski novinar? Vse to in še več v večernih poročilih. Se še spomniš, zakaj si se skrivala? Prinesel sem ti sladkor, če si slučajno še jezna na me. 5 let sem te čakala, upala, da si še živ. Ti pa misliš, da sem še vedno jezna zaradi tega neumnega sladkorja. Niti sanja se ti nekako žal mi je bilo, da so se skregala zaradi nečesa tako nepomembnega. Res je nepomembno. In potem si šel. Sploh nisem vedela, če se bo še kdaj vrnil. Ampak sem se. In ti si me čakala, kot si obljubila v pismih. Obljubim, da bo zdaj naprej vse tako, kot je bilo nekoč. Ampak zdaj se moramo pogovarjati o stvareh, ki me motijo. Nikoli več se nočem spreti zaradi nečesa tako nekega. Videla sva toliko pomembnejša od tega. Seveda, od zdaj naprej se pogovarjava. A jo vidite? Kaj pa je? Ti meni je Frančka povedala, Kaj povedala? da je njo ded zapustil. On je kriv, jaz to pravim. Deci so krivi, vedno, jaz to pravim. Res je. Ja, da nam se stane, a lahko ti to narediš, kako pa zliček, kot sem. Hiter. Narediš obdržne. Hvala. Veš, vse sem te čakala. Čakala sem te 1 mesec, čakala sem te 1 leto. Ampak sploh nisem vedela, kje si. Sploh nisem vedela, če si še živ. Sej razumem. Želela sem si, da bi se čas ustavil. Na začetku se tudi je. Ampak življenje gre naprej. Nekoga sem spoznala. Stvari so se preprosto zgodile. Res mi je žal. Poslušaj, res sem vesela, da si nazaj. Ampak mislim, da se ne bi smela več videti. Mogoče je preteklost preprosto bolje pustiti tam, kamor spada. Zdaj imam svoje življenje. Prosti me.
Zapirano. Ampak lahko ostaneš tu, če želiš. Vzemi si toliko časa, kot ga potrebuješ. Boš slučajno kava? Bela kava z vaniljo, ne? Ja, kako si vedela, da... Včasih si bil neprestano tukaj, zato se te spomnim. Vem, da ni ravno moja stvar, ampak žal mi je zato, ker se je zgodilo. Upam pa, da ti bo ta skodelica kave vsaj malo pomagala. Hvala. Sej, če želiš, lahko prisedeš. Nisem.